Ponoči je izbruhnil požar v žitovem proizvodnem obratu Intes v Mariboru. Ogenj je uničil peč, zalogovnik za rastlinsko olje, transportni trak, električno napeljavo in pisarniško opremo. Po neuradnih ocenah je škode za 250 tisoč evrov. Člani sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije pred stavbo Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani protestirajo. Protestniki zahtevajo obnovitev jeseni prekinjenih pogajanj o zvišanju plač v 3 dejavnostih. Skej v podjetjih elektroindustrije zahteva zvišanje plač za 6,5%, v kovinski industriji za 7,5%, v dejavnosti kovinskih materialov in livarn pa za 9%. Dodatno še zahtevajo, da najnižja izplačana plača ne sme biti nižja od 624 evrov neto, kolikor po novem znaša prag minimalnega zneska za preživetje. Če odziva po današnjem protestu ne bo, bo Skej 23. januarja izvedel opozorilno stavko. Potem, ko je vlada v začetku meseca zvišala prispevek za elektriko iz obnovljivih virov in so na posledice dviga že opozorila nekatera podjetja in Gospodarska zbornica, so se zdaj odzvali tudi v Talumu, ki je največji porabnik elektrike v državi. Opozorili so, da zvišanje prispevka za družbo pomeni 6 milijonov evrov in pol večji finančni zalogaj na leto. Kot pojasnjuje predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, danes plačujejo 6,7 evra na megavatno uro omrežninskih dajatev, zaradi zvišanja prispevka pa bodo morali plačati še dodatnih 6,2 evra. To je skoraj 100% povečanje. Policija je ponovno začela s poostrenim nadzorom uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo trajala do 22. januarja, njen namen pa je zmanjšati možnost prometnih nesreč zaradi telefoniranja med vožnjo ter opozoriti na nevarnost takšnega početja. Možnost za prometno nesrečo je namreč zaradi uporabe telefona med vožnjo 4-krat večja. Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Zaragozi dosegli novo zmago. Včeraj zvečer so s 25-24 premagali favorizirano Poljsko. Veliki junaki slovenske zmage so najboljša strelca Borut Mačkovšek z 8 in Jure Dolenec s 7 goli ter odlični vratar Primož Prošt, ki je zbral 12 obramb. Slovenske reprezentante čaka v četrtek nova tekma z Belorusijo. V Sloveniji znova sneži, policisti voznikom zato svetujejo, naj v primeru obilnejšega sneženja pred odhodom preverijo stanje in prevoznost cest, hitrost vožnje pa prilagodijo razmeram na cesti. Voznike še pozivajo, naj spoštujejo tudi druge cestno-prometne predpise in prometno signalizacijo, ob zastojih pa upoštevajo navodila vzdrževalcev cest in policije. Zaradi močnega sneženja v Julijskih Alpah se je nevarnost snežnih plazov tam povečala na 4. stopnjo. Jutri bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno še snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V petek bo dopoldne pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo počasi zjasnilo. V soboto bo zjutraj po večini jasno in zelo mrzlo, ponekod po nižinah bo megla. Čez dan se bo zmerno pooblačilo. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Novi lastniki naj bi TVM prevzeli konec tega meseca. Sojenje zaradi nelegalnih stav se kljub pričakovanju še ne nadaljuje. Tretja gimnazija je z gledališko predstavo bivših dijakov začela s praznovanjem 150-letnice. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.